Gre za pereč problem, s kateri se soočajo, najbolj pridni državljani, ki vsak dan hodijo v službo, da preživljajo sebe in pa svoje družine, medtem ko drugi uživajo, status socialne države. Rad bi poudaril, da je naša politika na socialnem področju zelo zgrešena. Zdrav človek potrebuje delo, ne pa socialne pomoči. Medtem ko imamo na Zavodu za zaposlovanje prijavljenih 72 tisoč brezposelnih oseb, uvažamo delavce iz tretjih držav. Pa to ni kritika delavcem iz tretjih držav, priseljencem, ampak je to kritika sistemu. Sistemu, ki je nepravičen in nepošten. Posledično to pomeni, da delavci, ki prihajajo k nam iz tretjih držav, zbijajo cene, zbijajo plače, konec koncev tudi standard s konstantnim pritokom cenejše delovne sile in plače naših zaposlenih delavskega razreda ne morejo rasti. To se mi zdi ključen problem. Predvsem pa se mi zdi in rešitve vidim predvsem v tem, da je treba dvigniti neto plače, razbremeniti je treba plače, višji neto pri istem brutu. To je rešitev. Prav tako pa je treba časovno omejiti socialne podpore zdravim ljudem in sposobnim za delo. V primeru, da prejemnik denarne socialne pomoči, zopet govorimo o zdravem in sposobnem za delo, odkloni delo, mu je treba denarno socialno pomoč nemudoma vzeti. Vsak zdrav prejemnik denarne socialne pomoči pa mora za denar, ki ga dobi za denarno socialno pomoč, opraviti tudi družbeno koristna dela.